Nedeljski klepet. Lep dober večer, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v prvem letošnjem nedeljskem klepetu. Letošnji cikel oddaj začenjamo z našo gostjo, gospo Štefanijo Lukić Zlobec, predsednico Spominčice Alzheimer Slovenija. Lepo pozdravljeni. Ja, dober večer. Ko ob prehodu iz starega v novo leto delamo obračune in sestavljamo poročila, nas seveda zanima, kakšni so bili naši dosežki v letu, ki se je izteklo, tudi kakšni so naši načrti za naprej. In me zdaj za začetek najprej gospa Štefanija Lukić Zlobec zanima, kaj bi vi še posebej izpostavili kot najpomembnejše dosežke vašega združenja v preteklem letu? Ja, najprej da povem, da naše združenje obstaja že več kot 25 let. Leta 1997. Demenca je ena od tistih bolezni, o katerih se dolgo niti ni govorilo. Potiskalo se je na stran, da rečem. Število bolnikov z demenco narašča in po Sloveniji in po svetu. In ti bolezen pogosto traja dolgo in so ob tej bolezni svojci res v hudih stiskah in težavah, ker bolnik postane zelo kmalu nesamostojen in potrebuje prisotnost družinskih članov zelo kmalu 24-urno. Zato je pomembno ozaveščanje, da sploh prepoznamo takega bolnika, ker v začetku ga je res težko prepoznati. No in Spominčica ima veliko aktivnosti, ki jih izvajamo za svojce in seveda za ozaveščanje splošne javnosti. Tako da, če gledamo, kaj smo v lanskem letu naredili, eden od pomembnejših dogodkov je to, da je vlada v začetku julija sprejela in potrdila strategijo za obvladovanje demence do leta 2030. To strategijo smo kar nekaj časa delali, delovna skupina na Ministrstvu za zdravje. Spominčica je od začetka bila, da rečem, gonilna sila, ker smo se zavedali, da potrebuje država strategijo, in strategija ima 10 ciljev. In če je strategija sprejeta, je tudi to ena taka zaveza vlade, države, da bo na tem področju kaj tudi naredila. O tem, kaj delamo na področju demence, tudi je vsaka država članica Svetovne zdravstvene organizacije dolžna poročati, prav tako mi nevladne organizacije, tako da oni spremljajo in nas spodbujajo, da naredimo čim več na področju demence. Tako da to je zelo pomembno, da ta dokument smo dobili in seveda naslednji korak je pa, da te cilje tudi dosežemo in uresničimo. Za kar se bomo seveda ves čas prizadevali. Tudi lahko povem, da zelo tesno sodelujemo ves čas stroko z nevrologi, psihiatri, družinskimi zdravniki, z obema ministrstvoma in politiko. Skratka, sodelovanja je veliko, kajti edino skupaj lahko pravzaprav premikamo stvari na bolje. No, sicer se mi zdi, da ste res zelo prizadevni z vašim ozaveščanjem o demenci in tudi vedno bolj prisotni. Na številnih lokacijah opazim demenci prijazne točke, pa me zanima, kako pa vi sami ocenjujete ozaveščenost ljudi o tej bolezni. Ja, jaz lahko rečem, da smo v zadnjih 10-15 letih naredili na ozaveščanju kar precej, ne? Še vedno je pa veliko za narediti. Tudi bi omenila, da je glavno priporočilo Svetovne in Evropske Alzheimer organizacije, katere članica smo, da delamo na ozaveščanju, ker je po vseh državah, tudi v Severna Evropa, še vedno demenca, se je drži velika stigma in ne prepoznajo se prvi znaki in pogosto pridejo bolniki, ki imajo prve znake, zlasti v Sloveniji pridejo v že bolj razviti fazi bolezni. Pomembno je pa, da prideš čim prej, zato toliko govorimo o ozaveščanju. Pomembno je, da se prepozna prve znake, da se ve, kako komunicirati. Vse te stvari so na naši spletni strani, Facebooku. Demenci prijazne točke tudi odpiramo prav s tem namenom, da bi z ozaveščanjem prišli čim bližje v lokalno skupnost, da rečem do vsake družine, da pravzaprav vsi vemo, kakšni so prvi znaki in da ko opazimo človeka, ki je malo raztresen, malo zamišljen, malo tava, ne najde poti domov, da pomislimo pravzaprav, da morda ima demenco in če vemo, kako
se pristopi, je pomembno, da mu lahko pomagamo. No? Moraš biti pa vedno prijazen, potrpežljiv, to najbolj pomaga. To, ko enkrat vemo, smo jim že vsaj pol pomagali. Bi mogoče tu še enkrat na tem mestu predstavili te prve znake, raztresenost, ste rekli, še kaj mogoče? Ja, no, prvi znaki demence so spomin, tisto, kar skoraj vsi nekako vemo. Ne? Oni se spomnijo zelo dobro stvari za nazaj, za 10-20 let, kaj je bil jedel včeraj ali pa kje je bil, tega že ne ve. Na to je treba biti pozoren. Imajo zelo kmalu težave pri govoru, se jim zatika, ne znajo speljati misli, do konca se vstavijo sred stavka, ne znajo organizacijsko več nič organizirati, ponavljajo ena in ista vprašanja, tako da te svojce čist razburijo. Ne? Oni ne vejo, da so že 100-krat vprašali. Potem postanejo, kot rečejo, pogosto mislijo svojci, da so žleht, ne? Ker skozi obtožuje svoje najbližje, da so jim vzeli 100 evrov ali zlato uro. Skratka, čustveno so razdražljivi, orientacije nimajo, zgubijo se. Skratka, ne znajo uporabljati niti avtomobila, ne kolesa, ne televizijskega usmernika ali pa telefona. To so take stvari, ki pa vsak bolnik do bolnika je različen, ampak ena nit teh težav je pa pri vseh prisotna. Tudi navzven se spremenijo, upočasnijo se, drugače se oblečejo. Skratka, na to je treba biti pozoren in ko opazite take spremembe pri človeku, je dobro stopiti do zdravnika, da preverijo, če gre res za demenco ali pa so to znaki neke druge bolezni, ki je ozdravljiva. No, omenili ste tudi pomen primernega komuniciranja, torej da smo predvsem prijazni in potrpežljivi. Še kakšna usmeritev o tem morda? Ja, to ko enkrat to zmoreš in sprejmeš, vidiš, da je potem mnogo lažje. Svojci pogosto rečejo, zelo težko je biti potrpežljiv, ker te oni 100-krat, ko vprašajo, kaj spravijo že v razburjenost. No? Potem je treba, da vemo, da zelo dobro razumejo govorico telesa. Zato moramo biti vedno govoriti in ga gledati v oči. Moramo tudi pomisliti, da morda ne slišijo, zlasti starejši, ali pa da ne vidijo dobro in v ničih ne smemo siliti. Če sprašuje kaj, da rečem, nenavadnega, neprijetnega, zelo pogosto vprašajo, kdaj bo prišla mama, ki je že 10 let mrtva, recimo, pa je treba prijazno odgovoriti, preusmeriti pogovor, nikakor pa reči, joj, a se ne spomniš, saj veš, da je umrla, ne? Ker to ga čustveno prizadene in se še enkrat razžalosti in razjoka. Tako da to so te, bi rekel, na način navadne stvari, kako z njimi komunicirati, ki pa zelo pomagajo. Skratka, informacije pri demenci o stadijih bolezni, o napredovanju bolezni, o raznih težavah. Teh informacij je veliko in za svojce zelo priporočamo, da si to preberejo in jim je potem res mnogo lažje. Lahko tukaj rečem, da zdravila za demenco že dolgo ni novega na tržišče, že več kot 20 let. Je pa lansko leto v Ameriki res bilo odobreno eno zdravilo novo, ki pomaga tudi delno zdraviti, tako da je novo upanje, ampak je pa v zadnjih 10 letih bil narejen, kot rečejo, nefarmakološki pristop, ne, da se ve, da te osebe z demenco lahko rišejo, pojejo, sestavljajo, rešujejo križanke ali lahko z njimi igramo domine. Skratka, polno je raznih stvari, s katerimi jih lahko zaposlimo. Moš pa vedeti načine oziroma pristop in potem oni veliko stvari lahko še počnejo. Zato vedno tudi rečemo, da je potrebno permanentno izobraževanje za vse, ki delajo na področju demence in tudi za svojce, da vejo, da lahko, če imaš potrpljenje in če veš te metode, tega je zelo veliko v knjigah, na spletni strani povsod, je potem življenje s tem bolnikom dosti lažje. Lahko rečem, da tak način uporabljajo že v mnogih slovenskih domovih, kjer so oddelki za demenco in je potem mnogo lažje. Tudi ti bolniki z demenco so pomirjeni, radi sodelujejo, radi rišejo, pišejo, barvajo, pojejo. Veliko je, da rečem, preprostih stvari, s katerimi jim lahko zapolnimo dan.
No, ena od stvari, ki jo delate za ozaveščanje ljudi, pa je tudi izdajanje revije Spominčica, torej glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. Pravkar je išla nova številka, jo lahko prosim predstavite, kaj prinaša najnovejša izdaja? Ja, naše številke mi jih izdajamo ponavadi 3-krat na leto, odvisno koliko denarja imamo, seveda. V tej številki imamo zanimiv intervju z ministrom Maljevcem glede dolgotrajne oskrbe, ker nas to zelo zanima in tudi z ministrstvom sodelujemo za to, da se oni tudi zavedajo in vejo, da je z osebami z demenco potrebno organizirati oskrbo na domu na malo drugačen način, ker te naše osebe z demenco, oni težko sprejmejo, da pride vsakokrat drug človek, in seveda predvsem pa potrebujejo družine, da ostane človek, ki pride pomagati, da ima neko znanje o demenci, tisto osnovno znanje je potrebno, in da ostane 2, 3 ali 4 ure. To je posebej in tudi na vstopni točki, ko bodo ocenjevali, kdo je upravičen do pomoči iz dolgotrajne oskrbe, da jih prepoznajo, ker pogosto se osebe z demenco ne prepoznajo. Tako da zato z njimi sodelujemo in imamo intervju z ministrom tukaj, potem je še par zanimivih člankov noter, dr. profesor Zvezdan Pirtošek ima vpliv glasbe na možgane. Potem seveda imamo tudi najavo, da bomo z drugim tednom v torek začeli prvo druženje za osebe z demenco v Šiški, v naših prostorih na Podgornikovi 3. To prvič odpiramo, to je druženje za osebe z demenco in tudi za njihove svojce, ker večina oseb z demenco ne hodi sama okrog, ampak pridejo svojcem in po takem varstvu oziroma druženju imamo zelo veliko povpraševanje, zato smo se odločili in organizirali, ker je težko začeti in potrebno je imeti in prostore in znanje in ljudi, ki se bojo z njimi ukvarjali, tako da s tem začenjamo v torek. In bomo imeli vsak torek od 10 do 15 in tako bomo nadaljevali in bomo videli, kako bo to šlo. Je že kar nekaj prijav in povpraševanja. No in ko bojo dane možnosti, za kar se bomo ves čas trudili, bomo imeli to tudi dnevno. Torej, torek začenjate z dnevnim centrom, aktivno druženje z osebami z demenco. To je res spodbudna novica, ki bo gotovo naletela na dober odziv pri vseh potencialnih uporabnikih. In me zanima, torej pridejo na Podgornikovo 3 v Šiško v Ljubljano, ali je potrebna predhodna prijava? Ja, predhodna prijava je potrebna, imamo že kar nekaj prijav. No. Tudi da omenim, zakaj je to pomembno, zato ker so svojci ob teh bolnikih tako utrujeni in izčrpani, da najbolj pogosto kličejo, če lahko pripeljejo k človeka kam, da lahko grejo vsaj k zdravniku ali trgovino ali na občino urejati svoje stvari. To je pa seveda namenjeno bolnikom z demenco v bolj začetni fazi, ker za tiste, ki so že v napredovani fazi bolezni, lahko se prijavijo v domove, kjer je dnevno varstvo 5 dni na teden. Tako da tudi to že obstaja marsikje, ne samo v Ljubljani, tudi po Sloveniji. Tega načina, kot ga pa mi uvajamo, tako da prideš kar tako za 3-4 ure, pa še ni. In ta oblika pomoči je zelo povpraševana, da rečem. In prijavijo se pa pri vas? Ja, na naši telefonski številki 059 305 555. Tako. In kaj si lahko obetajo, kaj se bo počelo v tem dnevnem centru, kakšen bo program? No, take dnevne centre smo si tudi ogledali drugje, ki jih imajo. V takem dnevnem centru se tudi lahko se rišejo, pišejo. Imamo mi strokovnjake z tega področja, ki so zaposleni pri Spominčici, nekaj tudi prostovoljcev, tako da jim bomo obogatili dan in da se bodo dobro in prijetno počutili. Zdaj štartamo, bomo pa sproti videli, kako še, pa bomo to dodajali. No, torej, to je res spodbudna in lepa novica. Zdaj pa morda še nekaj besed o skupini za samopomoč svojcem obolelih za demenco. To je tudi ena od aktivnosti, ki jih vodite, pa me zanima, kako so oblikovane te skupine in kdo se jim lahko pridruži. Ja, skupine za samopomoč, pravzaprav to je že dr. Kogoj, ki je ustanovitelj Spominčice.
začel tam pred letom 2000. Lahko tudi omenim, da pravzaprav take skupine za samo pomoč imajo skoraj vsi slovenski domovi. Je pa res, da je v času covida so te skupine malo zamrle, ker pač so bile določene omejitve druženja v tistem času. Mi smo upeljali to skupino za samo pomoč preko Zooma, tako da se redno mesečno sestajajo. Ljudje pokličejo, se pogovarjajo, na naši strani so strokovnjaki, ki odgovarjajo. Predvsem je pomembno, da se svojci o teh problemih in težavah, ki jih dnevno srečujejo, lahko najprej povejo, izpovejo, da rečem, ker pri tej bolezni tudi zelo pogosto slišimo svojce, da težko spregovorijo o teh, ker to je bolezen, ki je v začetku neopazna. Tako da pravzaprav tudi ti ne veš, zakaj gre. No, in je zato toliko bolj čustveno težko, zelo prizadene svojce in težko se odpreti in spregovoriti. In o tej bolezni in težavah se lahko pogovarjaš samo s tistimi, ki imajo izkušnje in kaj vejo, o tem drugače te ne razumejo čisto nič oziroma se ti zelo čudijo, o čem sploh govoriš. No, zato so te skupine dragocene in predvsem pomembno je, da se v teh skupinah, ko se sestajajo živo, da se tudi svojci med sabo slišijo, vidijo in na en način se tudi učijo drug od drugega in podpirajo drug drugega. Ne? To je tudi glavni namen, da se tega druženja in seveda, da dobijo tudi strokovne odgovore, za kar pa mi imamo svoje strokovnjake in tudi naše prostovoljce, ki o tem veliko vedo. Torej, vi organizirate to skupino preko Zooma, sicer v živo pa ne bi potekale v domovih za starejše? No, zdaj smo začeli tudi pri nas ponovno v živo. Ne? Drugače v domovih so se tam srečevali in pogovarjali in to se zdaj vedno spet upeljuje, vedno bolj v živo. In to so zelo take koristne skupine, kjer lahko svojci se res sprostijo in povejo in slišijo drug drugega in vidijo tudi, kar je tudi pomembno včasih, da veš, da nisi sam v takih težavah, in da se iz drugih težav in zgodb na en način tudi učiš, da si olajšaš življenje in ko se srečaš sam z neko težavo, ki si jo slišal na skupini, lažje, hitreje reagiraš. No, sicer pa ste izdali tudi vodnik o demenci za svojce. Živeti z demenco doma ima naslov, kaj prinaša ta vodnik? Ta vodnik izdajamo zdaj že 3. ponatis vodnika. Noter so vse praktične zadeve in stvari povezane z demenco, tako da ljudje imajo mnogi radi tudi to, da držijo v roki in lahko večkrat preberejo in vidijo, ko se srečajo z novim problemom, kako na tak problem reagirati. Skratka, z informacijami pri demenci si lahko res bistveno pomagaš in olajšaš življenje. Je pa tudi zdaj veliko knjig o demenci, veliko je filmov, gledaliških iger. Skratka, na ta način je demenca na en način vedno bližje in je svojcem, ljudem, ki imajo te probleme v družini, vseeno nekako lažje. S temi javnimi objavami in prisotnostjo v javnosti in preko televizije, tiska, radija, tudi pridemo bližje do ljudi, da se seznanijo z demenco in da s tem zmanjšamo tudi stigmo, ker je z demenco zelo povezana stigma. Še vedno se o tej bolezni ne govori dovolj, še vedno ljudje skrivajo, svojcem nerodno poveda, da imajo nekoga s to boleznijo doma, pa ni jim treba biti nerodno. To je bolezen, tako kot vse druge, je malo drugačna in treba je sprejeti. Enkrat, ko sprejmeš, je mnogo, mnogo lažje. Tako za samega bolnika, kot za svojca. To je težko, ampak potem, ko to ugotoviš, vidiš, da je res tako. No. In pomembno je pa, da imajo in spominčico in še kaj drugega, kamor lahko pokličejo in se o tem pogovarjajo. Torej, vi imate res pester nabor najrazličnejših aktivnosti, tako za bolnike z demenco, kot tudi za njihove svojce. Med drugim tudi organizirate usposabljanje za svojce. Morda še besedo o tem? Ja, usposabljanje za svojce, to je tudi ena od naših aktivnosti, ki je že dolgo časa izvaja spominčica, tako rekoč od začetka. To je naš doktor Kogoj, ki je ugotovil, da tako kot večina zdravnikov tudi po Evropi, da poleg bolnika potrebujejo, imaš ti pred sabo ne samo bolnika, ampak še svojce. In je pomembno, da ti svojci
vejo, kakšna je bolezen, in zato so organizirane ta izobraževanja, da se seznanijo s težavami, kot se reče, predvidenimi, nepredvidenimi težavami, da že vnaprej poznaš pot bolezni in obnašanja tega bolnika, da si pripravljen in lažje to sprejmeš. Tako da je to ciklus predavanj, 9 predavanj spomladi in 9 v jeseni, ki ga izvajajo strokovnjaki, od nevrologi, psihiatri, tudi delovni terapeuti, fizioterapeuti, socialne delavke, skratka je več tem zajetih v to izobraževanje, tako da od vsega nekaj tukaj svojci dobijo, da se lažje pripravijo. Potem pa je še veliko raznih teh drugih aktivnosti, ki jih ima Spominčica. Tudi imamo Alzheimer kafeje, ki jih izvajamo po celi. Mi smo nekako koordinator, tudi Spominčica je začela leta 2012 prvi Alzheimer kafe. Ta oblika druženja, ki je, kot se reče, neformalna oblika druženja prav za svojce in za ostale, ki jih to področje zanima. V času covida smo to začeli izvajati tudi preko Zooma, tako da v času covida smo se prilagodili in smo izumili nov način, kako bi bili čim bliže do ljudem. Tako da imamo Alzheimer kafe vsak mesec, zadnji torek v mesecu v Narodni galeriji Ljubljani, in se lahko prijavi kdorkoli želi preko Zooma in posluša, ali pa pride, zdaj ko imamo v živo, se lahko pride tudi v Narodno galerijo, tako da vabljeni. No, s tem povabilom bova tudi zaključili najin nocojšnji pogovor. Gospa Štefanija Lukić Zlobec, prav lepa hvala za vaš čas, za vse to, kar ste delili z nami in našimi poslušalci. Morda čisto za konec še kakšna spodbudna misel zdaj ob začetku novega leta? Ja, spodbudna misel mi se ves čas trudimo vsemi svojimi aktivnostmi, da bi bili čim bliže v podporo in pomoč. Lahko pokličete kadarkoli na našo telefonsko številko ali pa se oglasite pri nas v naši pisarni ali pa se priključite na katerokoli od naših aktivnosti, ki jih imamo in preko Zooma, in postanete lahko tudi član Spominčice. Revija Spominčico dobi vsaka demenci prijazna točka, tako da so tudi tam. No, to lahko omenim, da je velik uspeh pravzaprav teh točk, ki jih bo vsak hip 500, da je v mrežo demenci prijaznih točk vključenih več kot 127 najrazličnejših organizacij. Zdravstveni domovi se nam vedno bolj priključujejo, lekarne, knjižnice, domovi za starejše, trgovine, Lidl, vse trgovine Lidla so naša točka. Vsi, preden pa postanejo točka, imajo izobraževanje, da imajo osnovno znanje in potem lahko so v pomoč in podporo bolnikom in svojcem. Zlasti tistim bolnikom, ki so v začetni fazi bolezni, ko še skoraj noben ne ve pravzaprav, da imajo neke težave v življenju zaradi tega, ker so že zboleli za demenco. Tako, torej, kdor potrebuje informacije, naj se kar obrne na vas in izvedel bo vse, kar je potrebno. Prav lepa hvala, gospa Štefanija Lukić Zlobec, in hvala, se veselim. Tudi vam in poslušalci se lahko vedno obrnejo na Spominčico. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v prvem letošnjem nedeljskem klepetu, v katerem smo gostili gospo Štefanijo Lukić Zlobec, predsednico Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija. Prav lepa hvala za vašo pozornost in za poslušanje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Boštjan Smolem, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno. Poslušali ste nedeljski klepet. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.